Danes organiziramo že drugo v nizu okroglih miz na temo avtorske in sorodnih pravic. Pred slabim mesecem dni smo na tej okrogli mizi oziroma na okrogli mizi o temi avtorske pravice govorili o osnutku zakona in prav te dni se je končala javna obravnava zakona. Iz njega pa je po novem izključen del, ki se nanaša na delovanje kolektivnih organizacij. In prav o delovanju kolektivnih organizacij, o transparentnosti kolektivnih organizacij se bomo pogovarjali danes. Naši gostje so predstojnik katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Marko Hočevar, pozdravljeni, glasbenik Gal Đurin in pisatelj Ivo Svetina. Gostja okrogle mize bi morala biti tudi direktorica Urada za intelektualno lastnino Vesna Stanković-Juričić, ampak je danes malo pred dogodkom sporočila, da je zbolela in jo tako žal ne bo. In bomo pogovor opravili z navzočimi. Začnimo torej s samim zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Včeraj smo torej zvedeli, da je iz zakona umaknjen del, ki govori o kolektivnih organizacijah. Predvidevamo, da bodo te zadeve urejene do aprila prihodnje leto. Gospodarski minister je včeraj na novinarski konferenci obljubil več pogovorov z deležniki in spomnimo, da ravno poudarek na pogovoru je bila ključna zadeva prejšnje okrogle mize STA-ja. Pa začnimo pri gospodu Hočevarju. Ali lahko rečete, da kolektivne organizacije delujejo transparentno oziroma zakaj je sploh potrebno transparentno delovanje in poročanje? Lep pozdrav vsem skupaj. No, jaz moram reči, mogoče s kolega, ki sta avtorja, ki sta upravičenca do teh pravic, nisem direktno povezan z delovanjem teh kolektivnih organizacij. Sem pa pred kakšno leto s kolegi iz Ekonomske fakultete izvajal študijo o tem, kaj bi pomenila enotna položnica z vidika stroškov delovanja teh organizacij. Zdaj seveda ne bom šel v same naše ugotovitve, ampak tisto, kar pa me je presenetilo, me je pa to, da smo seveda iz letnih poročil, ki so bila naša osnovna gradivo pri pripravi te študije, zelo malo zvedeli o osnovnih pojmih, ki za tako študijo rabiš. To so od delilne mase, oblikovanje popravkov do stroškov teh organizacij. No in že na podlagi tega smo prvo ugotovitev takrat tudi sprejeli, da je poročanje teh organizacij ni enovito rešeno in da je prepuščeno dost sami organizaciji posebej. Pa smo to nekako še kar vzeli v obzir, smo nekako to razumeli, ker ni bilo to regulirano. Bolj me je presenetilo to, da smo potem določene organizacije spraševali po določenih podatkih, bom milo rekel, smo začutili en tak odpor do tega, da bi nam nekdo kakšne podatke dal. Se pravi, no to pa je, bom rekel, pa je presenetljivo in bi rekel, da to pa kaže na neko netransparentnost, nekako, bom rekel, vase zagledanost tega. In če bilo vprašanje, kaj je transparentnost oziroma zakaj transparentno poslovanje teh organizacij, mislim, da se bomo zelo hitro vsi skupaj strinjali, če se poprašamo, čemu je namen teh kolektivk. In namen seveda je, da ščitijo avtorske pravice in da imajo avtorji, da imajo neko pravico do nadomestil za svoja dela. Se pravi, prvega, ki jaz vidim tukaj, ki mora biti zainteresiran in zaradi katerega bi morali biti te podatki dosti bolj javni, so prav gotovo te upravičenci oziroma sami avtori. Drugo, kar se tudi na tej debati, ko smo imeli to študijo, pokazalo, je, da nekdo te pravice plačuje. In tudi v tem primeru govorimo seveda večinoma o podjetjih in je bilo tudi z njihove strani dost nasprotovan oziroma nerazumevan okrog samih teh, zakaj morajo to plačevati. In tretjega subjekta, ki vidim, je prav gotovo država, ki tudi to mora na nek način regulirati, ki mora skrbeti za to transparentnost.
In osebno menim, da seveda morajo biti te kolektivne organizacije imeti dosti bolj pregledno poslovanje v duhu tega, da so podatki in kategorije med sabo primerljivi, oziroma da bodo, kolega bosta tukaj več povedala, da bodo upravičenci teh nadomestil imeli jasno sliko, kje je njihov denar, za katere stroške gre njihov denar, kako se ta delilna masa ustvarja in naprej, kako se ta delilna masa razdeluje. To ni denar, še enkrat kot rečeno, samih teh kolektivnih, ampak je to denar predvsem avtorjem in njim pripada to nadomestilo, ne pa kolektivnim organizacijam. Toliko zaenkrat, pa sem pol še vključil v kakšne detajle. Gospod Đurin, ali imate dovolj informacij, kako kolektivne organizacije poslujejo, ali imate vpogled v poslovanje, se lahko detaljno seznanite z njihovim poslovanjem? Ja, odvisno od katero gledamo. Ne? Ponekod so problemi, ponekod je pa pač lažje. Ne? Ste lahko konkretni? Lahko sem konkreten, takoj ko bo gospod Hočevar tudi konkreten glede pridobivanja teh podatkov, tako da mu kar dajem nazaj mikrofon. Gospod Hočevar. Vprašanje, kakšno je bilo? Glede pridobivanja podatkov. Ja. Da nisem vam dal podatkov, kdo in kaj da bi dal. No, Recimo zanima kot avtorja. Ko smo mi to študijo delali, seveda nismo šli na konkretna imena teh organizacij in kot rečeno, za potrebe študije smo potem mi na podlagi določenih podatkov, ki smo jih dobili, smo seveda jih potem tudi aplicirali na ostale organizacije, ampak mislim, da zaveza, ki smo jo takrat tam v študijo dali, da namo izpostavljali posamezne kolektivne organizacije. In bom rekel, jaz lahko v tem primeru samo rečem, da z vidika študije informacije, ki smo dobili, niso bile popolne oziroma niso bile dovolj, tudi lahko rečemo kakovostne, kot smo si želeli. Tako da, če so pa avtorji zadovoljni z tem poročanjem, pa jaz, bom rekel, težje to komentiram. Ampak z vidika tega mislim, da ni bilo dovolj transparentno. Tako da vračam. Gospod Đurin, kot avtor. Jaz bi pravzaprav nadaljeval z vprašanjem, kaj pravzaprav transparenca je, ne? Ker to je to, kar je ključno v resnici pri današnji debati in sicer gre seveda za mešanje pojmov. Ne? Transparenca v Sloveniji tako rekoč že skoraj pomeni poštenost. To seveda ne drži, ker če si pogledamo vse SKJ, kaj to je jasnost, to je preglednost. Ne? To je bistvena zadeva. Torej, kaj je pregledno, je ena stvar, kaj se pa dejansko objavlja, kateri podatki, to je pa že tako rekoč tretja zadeva. Ne? Da bi lahko v resnici razumeli ta širši okvir, rečemo, te gonje po transparenci, v narekovajih, seveda, je treba pravzaprav pogledati v Evropo. In ko pogledamo na evropskem nivoju, se združujejo kolektivne organizacije, oziroma to je namen, da se naredi, recimo na področju glasbene avtorske pravice, da se naredi ena velika kolektivka, en ogromen SAZAS, torej, recimo v tem primeru za glasbene avtore, oziroma neka matična enota, ki bo imela potem izpostave glede na regijo, kar pomeni, da kar naenkrat naše pravice in vpogled glede na študijo, recimo, ki ste omenjali, torej vpogled v podatke, ki ste jih hoteli, verjetno imajo organizacije določene zadržke, ker seveda lahko gre takoj za industrijsko špionažo oziroma za poslovno špionažo in tako naprej. Pa ne pravim, da ste vi špion, jasno. Jaz samo povem pač, zakaj se podatki morda ne pridobivajo na tak lahek način. Ne pomeni pa to, da mi ne moramo pridobivati podatkov. Bom konkreten, recimo iz SAZAS sem jaz lahko dobil določene podatke, za katere nisem mislil, da jih bom lahko dobil. Iz IPF-a nisem mogel dobiti podatkov, za katere sem mislil, da jih bom dobil. Tako da, če hočete, da sem konkreten, to sta recimo dve organizaciji, kjer sem pač primarno udeležena. Tako da
mislim, da ta evropski okvir, no, je tisti, skozi katerega je treba pravzaprav gledati to celotno problematiko. Šele takrat lahko v bistvu vidimo, kaj se pravzaprav zares dogaja in da zgodbe s kolektivno zaščito v Sloveniji so pravzaprav del nekih širših, večjih evropskih zgodb, za katerimi pa pravzaprav stoji na konc pa potem kar Američani s svojimi multinacionalkami. Tako da, če se hočete o tem pogovarjati, lahko vse to, kar se tiče transparence in kar se tiče tudi tega zakona, ki je predmet obravnave, je pa pravzaprav spet povezan s tem. Ne. No, se v zakonu še bomo. Gospod Svetina, kakšne pa so vaše izkušnje glede preglednosti poslovanja? Ali menite, da kolektivne organizacije delujejo transparentno? No, jaz danes tu sem v imenu Društva slovenskih pisateljev. Jaz bom tako rekel, tu se pridružujem kolegu Đurinu, da je govoriti o transparentnosti je danes tako, da pravzaprav govorenje o transparentnosti pravzaprav ustvarja neko določeno netransparentnost. Ne? Že to, kaj pomeni sam pojem. Jaz vidim problem drugot. Naša kolektivka, kot se lepo reče, je Sazor. Sazor se seveda že nekaj časa pogaja o enem segmentu varovanja in plačevanja avtorskih pravic iz naslova fotokopiranja. Evropska direktiva je iz leta 2007. Edina članica Evropske unije je Slovenija, ki ni uveljavila te direktive. Mi lahko uveljavljamo evropske direktive tisti trenutek, ko nam naročijo, da ne smemo v gorah reševati ponesrečencev, ne vem, z policijskim helikopterjem. In tistega reveža tamle v steni mojstrov, ki bojo pustili, da bo tam konc jemal, ker bomo pač striktno upoštevali direktivo evropsko. Tu na tem področju se država zavestno 7 let že krši to direktivo, ki jo je sprejela. Pogajanja so v nedogled vlečejo. Tu Sazor kot kolektivka, ki zastopa avtore, pisatelje, upravlja svojo funkcijo v redu. Gre za to, da preprosto ni možno vzpostaviti dialoga, ker se vsi po vrsti temu izmikajo. In tle je problem transparentnosti, ne v delovanju te kolektivne organizacije Sazorja, ampak vseh ostalih, torej države. Ministrstvo za šolstvo se izmika, da oni niso za to pristojni. Kdo je potem sploh pristojen? Pogovori, ki smo jih imeli na Ministrstvu za kulturo, na katerem je bil tudi prisoten visok uradnik z Ministrstva za izobraževanje, je bilo rečeno po dolgi razpravi, da pravzaprav je pa Ministrstvo za šolstvo že zdavnaj ugotovilo, da izobraževalni procesi lahko potekajo brez fotokopiranja. Torej, to je izjava desetletja. Ne bom zdaj povedal imena tega uradnika visokega. Ve pa se, da v šolah fotokopirajo. In recimo, če rečem, verjetno je neugotovljivo, pa ne zaradi slabega poslovanja Sazorja, koliko na 10.000 in 10.000 kopij kakšne Pavčkove pesmi je bilo narejene. In potem seveda, ko smo vendarle vztrajali pri tem, kaj je za narediti, ta pogajanja se vleče v nedogled. Pred mesecem dni je bilo rečeno, da je zdaj pa končno narejena časovnica, ki bo v 5 tednih pripeljala do končnega sporazuma, ki pa seveda takoj dodaja, da bo treba še neko prehodno obdobje. Nam je bilo rečeno, zakaj pa ne tožite neke šole. No, sem rekel, to bi si pa naredili res medvedjo uslugo, če bi zdaj pisatelji neko šolo v Beli krajini tožili, zato, ker nam pravzaprav pripada. Ker bi pa bilo preprosto napisano v časopisu na prvi strani, zdaj so se pa spravili še nad otroke. Ne? Čeprav je jasno, da starši plačujejo vse mogoče prispevke v šoli, ne? Za tist drobiž, zanemrljiv drobiž, ki pa letno nanese več kot 1 milijon evrov. In v času javnofinančnem stanju, kakršnem je naša država, seveda je treba iskati druge vire. In to je eden od takih virov. Skratka, hočem to reči, da ne vidim ključnega problema.
kako te organizacije funkcionirajo. Ne na zadnji okrogli mizi, tu je tudi bilo rečeno, ko smo se pogovarjali o tej noveli zakona, noveliranem zakonu, je profesor Trpin jasno in glasno rekel, da je večje število teh organizacij pomeni konkurenčnost. Zdaj, a pomeni konkurenčnost pol hkrati že tudi transparentnost? Ne vem, končno gre za majhno področje. No, drugič je pa tisto, ker pa bilo pravzaprav tudi izpostavljeno, ta zakon je predvidel, da bi lahko te kolektivke uporabljale samo 20% zbranih sredstev za svoje poslovanje. In potem se je takoj postavilo vprašanje, ne, kako bojo pa zdaj te nove, ki bojo ustanovljene, s temi 20% lahko funkcionirale. Skratka, že v tem grmu ne tiči zajec, ampak nekaj drugega. Namreč, ker se nas postavlja resnično vprašanje, ali je to, kar je profesor Trpin, ugleden profesor, rekel, da je ta konkurenčnost potrebna. Jaz kot avtor ne vidim v tem nobene večje garancije, da bojo naše pravice zaščitene. In problem tega iz naslova avtorskih pravic, iz naslova fotokopiranja v šolah, poleg tega se ne gre samo več za fotokopiranje, gre tudi za ostale digitalne procese, ki se to, je eklatanten primer, kako se 7 let nekaj krši in v teh 7 letih je to, kot pravim, letno več kot 1 milijon evrov. Torej, po vaši oceni je glavni krivec tukaj država? Ja, bom tako rekel, ne, tisti trenutek, ko smo se odločili, da bomo imeli samostojno državo, tisti trenutek smo seveda na državo prenesli določene naloge, ki jih mora upravljati v korist ljudstva. To so vedeli že francoski razsvetljenci. Ne? No, tako. Skratka, kle država je padla še na enem izpitu. In seveda to bom rekel, izmikanje, recimo, ne, da ministrstvo za šolstvo pravi, da niso za to pristojni. Ja, kdo, oprostite, hudiče, pa je pol pristojen. Dobro, na drugi strani so zdaj detektirali, da bi bila lahko tisti partner v teh pogovorih združenje ravnateljev. Ravnatelji so pa itak zanikali dejstvo, da se je toliko fotokopiralo. Ampak potem so pač bili ustrezni podatki predstavljeni in so rekli, no sej res je, ampak pravzaprav to delajo učiteljice in učitelji kar samovoljno, ne, ker je seveda spet izmišljotina, ne, in tako naprej in tako nazaj. Skratka, država je tista, ki mora za to poskrbeti. Končno, če se pripravi nek zakon, jaz ne vidim nujne potrebe po novih zakonih, to nenehno poslušamo, treba je tiste, ki so sprejeti, bili uveljaviti in izvajati zakonska določila. Kaj pa glede združevanja kolektivnih organizacij, prej že gospod Đurin govori o praksah iz Evrope, da bi bilo treba iti v smeri združevanja? Ja, bom tako rekel, verjetno bi bilo treba narediti tokrat pa res neko natančno analizo, kaj bi to konkretno pomenilo. Ne? Končno bom rekel, Slovenija je toliko majhna, če govorimo tudi o avtorskih pravicah v povezavi z založniško dejavnostjo. Ne? Jaz trdim, da je pri nas pojem trga, ne, leseno železo, ker enostavno ta trg ne more funkcionirati, ker je premajhen. Če nekdo izda knjigo v 500 izvodih in potem pride celo do ponatisa, ne, to je pri nas uspešnica že. Ne. Pred leti je kolega Alojz Ihan izdal pesniško zbirko Salsa, ki je bila v parih mesecih razprodana in je bila ponatisnjena. Vendarle, pogodba, ki jo je imel podpisano z založbo, ni tega predvidela, oziroma je bilo noter više število naklada, večja naklada in je znotraj tiste naklade bil ta ponatis realiziran, ker je predvsem rekel spet goljufija par excellence. Ali menite, oziroma ste tako razočarani, da se je zdaj to delovanje, področje delovanja kolektivnih organizacij umaknilo iz zakonodaje in zdaj se daje še dodatno leto časa, da se to zadevo uredi, ali stvari pač niso bile dovolj dorečene in je tako tudi pravilno? Kaj lahko rečem? Lahko samo to, da pravzaprav od vsega tega avtorji nimamo nič, če mal namerno rečem bolj preprosto. Ne? Vemo, kaj pomeni leto dni odloga, pa bo medtem nova vlada, pa bojo nove ekipe, pa bojo pa bo nov direktor urada za intelektualno lastnino. Skratka, pri nas je to odvisno zelo od tega, kakšna ekipa vodi ta naš voz, da tako rečem. Ne vem, jaz si ne delam nobenih utvar, da bo to rešilo, ker tisto, kar je možno rešiti, se noče rešiti.
Pisatelji bomo zelo veseli, če bo prišlo do tega sporazuma samo v tem segmentu. Poleg tega, kle mimo grede, če sem že pri tem, kle je tudi vprašanje teh tako imenovanih, krasna slovenska beseda, praznjakov, potencialnih nosilcev, kjer spet država ne upravi svojega posla. In gre tudi za velike vsote. Gospod Žurin, se strinjate? Ja, jaz se popolnoma strinjam. Gre za pravzaprav 2 milijona evrov na področju praznakov. Država ne naredi pa nič za to, da bi se to pobralo. Država mora biti tista, ki omogoči, da so pogoji za pobiranje teh avtorskih in drugih nadomestil. To mora narediti država. Država tega ne počne. Namerno. Zaradi tega, ker ščiti tiste, ki uvažajo praznjake. Kdo pa bi po vašem moral biti pravi sogovornik? Ja, država, se je država edini sogovornik. Ampak kdo? Ministrstvo za šolstvo, gospodarstvo? Ja, tle je jasno, Ministrstvo za gospodarstvo, sej pač tam smo, Čeprav, če mene vprašate, bi mogli leti na Ministrstvo za kulturo, ne na Ministrstvo za gospodarstvo, ker mi nismo gospodarstvo, ampak smo primarno kultura. To je tisto, pred čemer se stalno zatiska oči. In druga stvar, pred katero se stalno zatiska oči, je ta, da dokler ne bomo mi začeli razpravljati o neki resni kulturni politiki in kako spraviti do tega, da se knjiga prodaja v majčkan večji nakladi, ne da je 300 izvodov maksimum, ki se doseže in tako naprej. To so smešne številke, živeti od literature je nemogoče praktično, To ni dostojno, to ni več kulturno, kar se dogaja. Koliko pa ste v preteklih letih, vemo, da zakon je nastajal kar nekaj časa, se sestajali s katerim koli živimi smo, poglejte, sestankov na to temo in nekih dopisov danih in nekih predlogov je bilo ogromno. Bile so dane tudi peticije z naše strani. Z glasbeniki smo zbrali prek 2000 podpisov, jih v državni zbor vložili, zato da bi se stvari začele spreminjati. Poglejte, tukaj noben ne jemlje ničesar resno, kar kdorkoli iz naše strani reče. Zato je tudi ta zakon, ki je bil zdaj na mizi, prava želitev za avtore. In dokler se ne bodo te osnovne stvari spremenile, toliko časa nimamo kaj debatirati o transparenciji. Transparenca pride kasneje. Najprej pridejo pa pogoji za delo, pa pogoji za dostojanstvo. In za to mora poskrbeti država. Gospod Hočevar, kako pa vi vidite vlogo države? Zdaj je bilo rečenih kar nekaj ostrih besed. Kakšno je pa vaše mnenje glede tega? Ja, mogoče bi se vsem še vključil v tole debato, kar je bilo rečeno, kar zdaj mogoče zgleda na prvi pogled, kot da sta kolega proti meni, oziroma da se jaz z njima ne strinjam. Ne strinjam se v določenem delu sigurno, ampak to, kar je bilo rečeno, tudi jaz sem profesor, ko ste rekli, na ekonomskem fakultetu, mi imamo v prvem letniku 600 študentov. In avtor, to hočem povedati. In damo nov učbenik ven, se pravi prenovljen učbenik, od 600 študentov, ki je v prvem letniku, ga mogoče 50 kup. Kje je ostalih 550? Tako da tole, ampak zdaj prehajamo mal, bom rekel, na delovanje oziroma na zagotavljanje pravic, preko nas avtorjev, ampak malo smo šli ven pa iz tega, kaj je prej, je transparentnost ali prej država, oziroma nikakor se ne morem s tem strinjati, da pa je delovanje organizacij, da je to pa nekaj kar je poslovna skrivnost, kar je nekaj, kar samo njim pripada. Še enkrat bom rekel, da afero, ki zdaj se potihnila, naši, bom rekel, honorari na fakultetah, kjer smo bili javno z imeni izpostavljeni. Tu se pravi, tukaj pa govorimo o organizacijah, o nekem kolektivnem denarju in meni se vsem zdi, in tudi bodo organizacije dobile dosti večjo moč in težo tudi v javnosti, če se bodo izkazale v delovanju in priporočanju dosti bolj transparentno, kot je to do zdaj. Jaz mislim, da vsak ima pravico, če pogledate delniške družbe, ki so, bom rekel, dosti manj javne od za mene kolektivnih organizacij, danes poročajo, ima skoraj, da, bom rekel, grdo, nema da nema, ni da ni, se pravi, so poročila dolga že po 200 strani, kjer se vsak strošek dejansko razbija v molekulo. In moj, še enkrat bom rekel, kot predavatelj računovodstva, kot
poznavalci teh poročil moram reči, da niso v redu, da ne zve stvari, ki jaz mislim, da jih tako bi moralo avtorje zanimati, kot bi jih morali zanimati plačnike tega, kot na koncev regulatorja državo. Zdaj, kako se je država, če se vrnem pa na vprašanje, kako se je država to lotila, se bi pa pridružil seveda tudi z kolegoma, ker imam na parih drugih področjih enake težave, če hočete od potniškega prometa, pa zdaj trenutno se kregam okrog razdeljevanja denarja v športu, kjer sem v fundaciji za šport, ker tudi, bom rekel, potekajo velike polemike na kakšen način. Ampak tukaj pa je treba nek konsens najdati in modri uradniki, modra država bi morala znati tukaj prisluhniti v tem primeru kolektivnim organizacijam. Težko bi pa, glede na to, da nimamo kolegice Stankovičeve, kje pa je ta ovira, da do tega ne prihaja, bi pa težko to ocenil. Se pravim, samo zagledanost vase, tako rečemo urada ali pa tako kolektivnih organizacij, pa sigurno napelje k nekemu dialogu. In moj, bom rekel, sem zelo, nisem insider, ampak kot zunanji opazovalec, pa to, bom rekel, nekako to vidim. Gospod Đurin? Ja, torej, treba se je verjetno zavedati prvenstveno, da za nas dela tako država, kot naše kolektivne organizacije. Oboje plačujemo. Državo plačujemo z 60 in več odstotnim davkom. Na kolektivnih organizacijah plačujemo od 30 do celo 70 odstotkov stroškov. To so torej sistemi, ki morajo naše usluge izvajati. In država tega ne počne. Na kolektivnem upravljanju je nekaj denarja in se vrne nazaj in ta denar je pomemben za produkcijo kulturnih dobrin in kulturne produkcije. Ker brez denarja, ki se nateče iz teh organizacij, mi ne moramo delati. Zakaj? Zato, ker nimamo nobenega drugega sistema, nimamo ničesar, odkot bi lahko dobivali denar. Lahko si pogledate razdelilnike Ministrstva za kulturo, pa boste videli v resnici, kje je denar. To je zelo jasno, tam je zelo transparentno napisan, kje je cash. Cash je v resnici v gradbeništvu. Ne? Ja, žal. Ne? Pri založništvu je pa cash v resnici v nepremičninah. Ja, no, evo, pa imamo zdaj. Zdaj pa imamo kulturo, ne? Na tapeti. Če jaz prav razumem, gospod Hočevar pa je vendarle rekel, da mogoče nekaj netransparentnosti pa je tudi na samih kolektivih. Absolutno da je. Poglejte, če bi kriteriji, kot si jih želimo, zdaj bom govoril samo kot za glasbenike, nobena kolektivna organizacija v resnici ne bo mogla zadostiti našim strogim kriterijem. Težko, ker mi imamo precej ostre kriterije. Ne vsi, ampak tisti, ki pa poznamo snov, pa precej ostreno. Absolutno, transparenca ja, jasnost ja, poštenost ja, pravičnost ja, ampak korupcija, in jaz mislim, da se moramo tega držati tukaj. Gospod Hočevar, katere pa so tisti podatki, na katerih naj bi temeljila večja transparentnost? No, jaz sem bil pred mandatom 3.12.2014 sem na urad poslal seznam 10 točk, na katerih menim, da bi se moralo poročati oziroma da bi ta preglednost nad podatki morala biti. Zdaj ne bi rad bil dohumoran, ampak definitivno bolj jasno prikazati, kje se dobivajo prihodki po posameznih vrstah uporabnikov, po vrstah pravic, število enot zavezancev. Zelo sem že prej rekel, ta delilna masa, ki ni tako enostavno na prvi pogled jo opredelita, ali po denarnem toku ali po obračunskem, ker dosti denarja prihaja seveda, kasneje se določene terjatve plačajo, ki so za pravice iz prejšnjih let in tako naprej. Tukaj treba jasno razmejiti tarife, potem aktivnosti teh kolektiv, kaj so naredile, da bi se več tega prihodka zbralo za avtorje, se pravi, koliko je bilo kontrol, kaj se je naredilo na aktivnostih pri pridobivanju novih uporabnikov, kako so se te popravki oblikovali, upravičenci po kategorijah,
stroške kolektivne organizacije, se pravi, predvsem smo tukaj pogledali stroške storitev, ki so zelo slabo opredeljene, in pa seveda to, kar je, bom rekel, bolj računovodska tema, dosti bolj jasno pojasnila tako k izkazu poslovnega izida, kot k bilanci stanja, se pravi, kaj je za temi kategorijami, ki jih imamo. Se pravi, neka kategorija, rečemo, sem že prej omenil, stroški storitev, je zelo široka kategorija. Noter je pa lahko kopica nekih storitev, ki jaz mislim, da bi avtorje oziroma upravičence zanimali, za kakšne vrste storitev tukaj noter gre. Tako da, zdaj ne vem, kaj se je pa s tem mojim dopisom dogajalo, kolikor sem videl, veliko tega je tudi v novi direktivi noter, ampak to so neka področja, kjer mislim, da bi morale biti enovito rešeno, da bi bila tudi možna primerjava med samimi organizacijami. Jaz se strinjam s kolegoma, oziroma z gospodom Svetino, konkurenca, to se lepo vidi tudi na fakultetah, na mojem področju, ni zagotovo, celo prej bi rekel, ni garant ka boljši neki kakovosti. Sem bolj dotikan k temu, ja, da imamo eno močno organizacijo, ki bo imela moč, ki bo znala tudi te pravice dosti bolj uveljavljati, kot je to do danes. Tako da, to bom rekel, nič krutega, nič kaj pretresljivega, ampak da bo to stvar med njimi pa le neka primerljivost dosežena. Še gospod Đurin je... Ja, jaz bi samo to rad povedal, da obstajajo sistemi nadzora. Prvi sistem nadzora so upravičenci sami, to je prva postavka, recimo temu. Druga je država, torej urad za intelektualno lastnino. Potem so neodvisne revizije, ki se jih naroča oziroma se jih pač mora delati. Potem je davčna, torej DURS, potem imamo, mednarodne organizacije, ki gledajo do zunaj, potem je, NPU in tako dalje, UVK. Torej, tega nadzora ni toliko malo v resnici. Zdaj, tista transparentnost, o kateri vi govorite, katera transparentnost točno je to? Ker jaz lahko marsikaj vidim iz določenih dokumentov, mogoče celo kaj več kot Ursil hoče videti, ker mi je jasno, da Ursil ne zna brati teh dokumentov. Ker se samo iz tega, kar dopuščajo, da se dogaja, je jasno, da ne znajo dokumentov brati. Ker če si ne znajo sešteti 1+1 in koliko denarja je na trgu in kje se denar zgublja in kako se mešetar s podeljevanjem licenc, to so osnovni naši problemi. In te so povezani posledično potem s transparenco. Ker če oni ne znajo pogledati na letnih poročilih, kaj točno je razvidno iz teh letnih poročil, potem pač je to v resnici potem postane to naš problem, pa tudi vaš problem. A veste? To je tisto ključno, kar je. Najprej je analiza trga, analiza dogajanja, usmeritev zakona, kam sploh hočemo peljati zadevo, kako postopati in komu dati besedo pri oblikovanju zakonodaje. Govoriti križem kražem o transparenci, to je premalo. To pride kasneje. Samo to sem hotel povedati, jaz vam ne izpodbijam transparence ali pa česarkoli, da ne boste mislili. Edino, kar sem hotel reči, je to, da pač tukaj nimamo ključnih usmeritev. Tukaj ključne usmeritve niso jasne. Še gospod Svetina je želel. Ja, zelo simptomatično je bila izjava gospe direktorice urada, ko smo imeli ta sestanek, ko je pravzaprav skušala reči takole, da če mi nismo zadovoljni z kolektivno organizacijo Sazorjem, da pa pravzaprav se lahko tej organizaciji vzame pooblastilo in se da drugemu. No, jaz sem rekel, da seveda prvič ne gre za našo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Če je urad dal pooblastilo, licenco Sazorju, potem mora seveda biti on prvi, ki to nadzoruje in gleda. Poleg tega je pa seveda bila ta misel izrečena v trenutku, ko smo ugotavljali, da že 7 let se dogaja nekaj in se nič ne zgodi. Skratka, zdaj bi prenesli licenco na nekoga drugega pooblastilo in bi se začela stvar spet na začetku. In bi še 7 let se pogajali, pa bi spet nekdo, direktor in direktorica ugotovila, da nismo zadovoljni, dajmo pa spet prenesti na drugega. Skratka, zato se mi zdi res
torej pravzaprav zameglitev realnih problemov, ne, in ključno, ne, ker je bilo zdaj že velikrat rečeno, ne, da avtorske pravice, ne, so ogrožene s tem, da je pravzaprav razveljavljeno avtorsko delo, ustvarjalno, intelektualno delo. To je ključno. Mi imamo ne vem koliko lahko zakonov, ampak dokler bo to in to tisto, kar našo državo seveda tudi potiska nekam na rep, in to ugotavljajo seveda, bom rekel, strokovnjaki, ne, ampak seveda dejstvo pa je, da spodbudo ustvarjalnosti, pa ne bo zdaj to na glasbenem področju, literarnem, znanstvenem, ne, tega pa ni. Skratka, in tle je ključ. Jaz mislim, da dokler se ne bomo tega zavedali jasno in glasno, da je pravzaprav ta ustvarjalnost pri nas pravzaprav razveljavljena. Avtorsko delo, potem seveda bomo se vrteli skozi v krogu. Spominjam se časa, ko je bil gospod Gaspari finančni minister v vladi Janeza Drnovška. On je nenadoma, ne vem, ali mu kdo prišepnil ali kaj, nenadoma je spregledal, da je eden od ključnih problemov, da so avtorske pogodbe. In od takrat, od tega je precej let, je nenehno so avtorske pogodbe na udaru. ZUJF je ta prvi blokiral avtorske pogodbe in zahteval soglasje. S tem, da država, ta ista država, okrog katere skozi bledo mačeho imenujemo in jo kličemo na odgovornost, je pa pravzaprav bila sama, ki je kršila te in sklepala avtorske pogodbe za vse vrste svetovanj. Noben zakon, noben osnutek pravilnika ni nastal na ministrstvu, ampak so delali zato za lepe honorarje zunanji sodelavci, strokovnjaki. Skratka, no, ampak upozoril sem na to. Gaspar je bil tisti, ki je nenadoma se mu zazdelo, da so avtorske pogodbe pa nekaj nad vse sumljivega. In ta sum še zmeraj obstaja, ne? Pravzaprav kaj, ne? In si, bom rekel, skušamo pa to stvar rešiti tako, z zakonom, z kolektivnim organizacijam, s transparentnostjo, ne? Ampak začne se tam, ne? Koliko lahko nekdo od nas avtorjev, bom rekel, avtorskega dela ustvari. Se ponavadi delaš, šele potem se pogajaš v pogodbi, a bo ti nekdo to objavil, izdal in tako naprej. Ti sam seboj ne skleneš avtorske pogodbe, ko se odločiš, da boš napisal eno knjigo. Vztrajno tudi pozabljamo, koliko denarja je pravzaprav tukaj. A ne? Samo z avtorskimi davki, govorim samo, če bi se plačalo tisto, kar so osnovne naše dolžnine, bi šlo noter nekaj milijonov evrov. Nekaj med 2 in 3. A ne? A veste, to v zadnji so velike številke neplačevanja in tudi zato Ursil ni nič naredil. Ne? To je ena od ključnih zadev. No in še enkrat izrazim obžalovanje danes direktorce Ursila. Ni, verjetno bi bila ta razprava tudi precej bolj zanimiva, če bi imeli sogovornico za tole mizo. Pa naj se vrnem mečkaj nazaj, gospod Žurin, omenili ste, da imajo umetniki pravic trenutno nadzor tudi nad delovanjem kolektivnih organizacij. V kolikšni meri pa imajo ta nadzor, ker z direktivo se bo to mečkaj spremenili, boste imeli več nadzora, ne? Ja, sej, temu ne bi načeloma ta direktiva bila namenjena, ne pa temu, da je še več nadzora strani države, ki nas je zapufala za 31 milijonov evrov in je prva na lestvici korupcije v Evropi. Ne? Jasno, da moramo mi imeti nadzor. Mi smo primarni imetniki. In v zakonu se tudi stalno govori o tretji osebi, da kolektivne organizacije upravljajo z najnima pravicama, kot da smo midva neke tretje osebe. Midva nisva tretje osebe. Midva sva prve osebe, ne pa tretje. Zdaj, preden dam besedo še našemu občinstvu, avtorjem in predstavnikom kolektivnih organizacij, zagotovo imate tudi sami dosti zapovedati na to temo. Pa še eno vprašanje, predvsem za vaju dva, gospod Žurin in Svetina. Kakšna je po vašem prihodnost kolektivnih organizacij v Sloveniji? Ste optimistični? Čisto splošno. Mislim, da so pravzaprav oba že povedala, da seveda nobeden ne nasprotuje temu, ampak seveda, dokler se ta sistem ne bo funkcioniral v tistih segmentih, ki so že vzpostavljeni, ne? Tok časa je pravzaprav to govorenje tako malo, ne? Jaz predvidevam, da glede na to, da vendarle
Morajo biti te stvari bi morali biti že zdavne urejene, ne? Lahko samo upam, da bojo te napori obrodili sadove, ne? Ampak poudarjam, tle je pač tisti, ki je temeljna naloga, naloga države, ne? In ne nazadnje bom rekel, zato sem prej omenil ta zelo simptomatičen primer, ne, ko je na nek način se skuša reči, pa niste zdaj avtorji zadovoljni s to kolektivno organizacijo, ne, pa lahko naredimo drugo, ne. In tako bom rekel nedogled, ne. Zmeraj bo nova, ki bo začela na novo ta pogajanja. Gospod Đurin. Jaz mislim, da so pravice nasplošno, to je en od temeljnih virov financiranja trenutno na svetu v industriji. Zdaj, ali govorimo o zabavni industriji, ali govorimo o kulturni industriji, to je temeljna stvar. Tako da, kar se tega tiče, zagotovo ne bo kolektivno upravljanje šlo kar pod preprogo. Je pa zelo, zelo pomembna ena zadeva in to je zadeva, ki kliče jih dobri ureditvi v prihodnosti. In to je ta, da ostanemo tisti, ki smo izvorni imetniki pravic. Torej, avtorji, ne založbe, na katere mi prepisujemo svoje pravice. Da ostanemo mi, kot izvorni imetniki pravic, tisti, ki regulirajo in nadzirajo svoje lastne organizacije, ki skrbijo za naše pravice. To je temeljno. To je temeljno. Ne, da se poskuša stalno odpeljati kontrolo teh organizacij nekam drugam. Dobro, hvala gostom za enkrat. Zdaj pa kot omenjeno dajem besedo občinstvu, pa bi mogoče začela, ker bi dala jaz besedo gospodu Štiberniku. Na začetku je gospod Đurin bil kar kritičen do zavoda IPF, pa če se mogoče odzovete, da ni bilo dovolj informacij. Ne vem, bi mogel zdaj pogledati točno, ker to smo imeli mi to zadevo že 2 leti nazaj, zadnji sestanek. Jaz sem imel pa pred parimi meseci, zato ker ste me prijavili na policijo, ker prijavljate svoje lastne člane na policijo. Ne govorite, da smo imeli 2 leti nazaj, ker smo imeli tako rekoč ravno kar. In boste dobili nazaj krivo ovadbo. Sam tako da veste. Hotel bi to nadaljevati, no, da je transparent je več vrsta. Ne? Jaz se strinjam z kolegom Đurinom, da gre za preglednost in ta preglednost bi mogla biti večnivojska. Mi težko govorimo o neki transparentnosti, kar na splošno ta pojem se preveč zlorablja. Jaz mislim, da kolektivne organizacije, kar bo zdaj ta nova direktiva urejala, bomo dobili mi tisto, kar mene veseli, tudi kot imetnika pravic, ker sem član praktično mislim, da kar vseh kolektivnih organizacij, tudi pri nas, ker sem tudi nekaj napisal, malo smo se z videoprodukcijo ukvarjali s temi stvarmi v preteklih desetletjih. Kar bomo dobili to, ali pa kar bodo imetniki pravic dobili tisti sploh, ki so člani več kolektivnih organizacij, je to, kar sem jaz osebno kot direktor pogrešal vseh teh 8 letih, neke jasne normative, da bomo lahko med sabo že na nekem osnovnem nivoju primerjali poročila med sabo. Bi pa se popolnoma pridružil tukaj kritikam dosedanjega sistema in urada. Jaz mislim, da se preveč kaže s prsti na kolektivne organizacije, zlasti zato, ker je urad imel 20 let možnosti, da bi te stvari uredil, da bi, če je bil zmožen pisati kakšna druga priporočila ali mnenja, bi lahko, glede na to, da smo kolektivne organizacije poslale, malo sem na prst računal, sigurno več kot 50-letnih poročil v vseh letih, da bi že takrat vsaj kakšno konkretno pripombo poslal. Mi recimo ne na IPF, ne na AIPO nismo dobili strani urada niti ene konkretne pripombe na vsa do sedaj poslana poročila letna. To pomeni v stilu, ne vem, na strani tej pa tej bi rače to pa to, ta pa ta postavka je premalo obrazložena in v tem stilu. To je veliko let zamujenih, sicer bo zdaj to uredila direktiva, lahko bi pa že prej naredili. Kar se tiče, ko se govorilo o podeljevanju dovoljenj, se absolutno strinjam. Tako imenovani praznjaki so zadeva, kjer država sicer prav zmenite se med sabo, pa bomo pa dali dovoljenje. Mi smo vse zmenili, kljub temu, da se mi zdi, da
to niti ne bi bilo potrebno, ker ti to jaz primerjam tako, kot naš gradnjo tistega predora Markovec, si ne predstavljam, da bi Dars rekel izvajalcem, ki so se javili na razpis, zmenite se, pa bo pa ti zdobil licenco za izkop predora pa gradnje avtoceste, ki so ste vi med sabo zmenila. Ne. Država ima diskrecijsko pravico, da podeli tudi začasno dovoljenje, ukolikor ugotovi, da nastaja škoda in škoda nastaja in država ni izkoristila, tudi danes bi lahko podelila dovoljenje začasno, kar je mogoče za njo še bolje, ker v tem začasnem dovoljenju bi lahko sama postavila se pogoje, pod kakšni pogoji, za kakšno obdobje daje to začasno dovoljenje. In država, kot sem rekel, te pravice po podelitvah začasnih dovoljenj in tej izkoriščene te diskrecijske pravice, ki jo ima, ni izkoristila. Kar se tiče pa zdaj samega mogoče zakon oziroma te novele, ki je bila zdaj začasno umaknjena oziroma bo samo delno implementirana, ko so rekli včeraj gospod minister, da bodo implementirali samo tisti del, ki se tiče sirotelih del, sem jaz mislil, sej to bo kmalu vse, če bomo nadaljevali tako z uveljavljanjem pravic, pa ščitenjem pravic, bomo kmalu vsi sirote, bomo imeli še glasbene in druga, bom rekel, če se malo šalim, bodo vsa delo sirotela, ker so se potem, namreč že preden je bilo objavljeno javno, da bo predlog zakona o delu, ki se tiče kolektivnih organizacij, umaknjen, so bile že v medijih novice, da je to zmaga kolektivnih organizacij. Jaz bi temu rekel, da je to poraz za vse tiste, ki si želimo neke boljše in jasnejše ureditve. Jaz mislim, da je bila velika napaka narejena in to smo mi opozarjali tako direktorat kot tudi urad, da ni bilo v letu in pol izvedene nobene konstruktivne strokovne debate. Zato se tukaj STA zahvaljujem, da dela tisto, kar bi mogel državni organ delati. Take mize bi lahko bile organizirane strani ministrstva in bi mogle biti vodene že bom rekel leto ali pa še več prej. In ni čudno, da je zakon padel, ker je že preden smo sploh kolektivne organizacije, se mi zdi, prišle do besede, je že pravna stroka povedala svoje, ker je bil sam proces vodenja in implementacije oziroma samo že tako, kako so se lotili sistematično, je bil zgrešen. Poleg tega, da je bilo potem že samo implementiranje tistega, kar piše v direktivah, napačno povzeto, tako da je že proceduralno, bom rekel, je bil ta predlog slabo pripravljen. Tudi tej sestanki, katerih ni bilo, sicer je Gal povedal, da je bilo ogromno sestankov, da bilo jih, ampak so bili vsi te sestanki enosmerni. To pomeni, da smo bili ali pa so bili največkrat iniciatorji imetniki pravic oziroma njihovi predstavniki pa združenja. Skratka, država, konkretno direktorat oziroma urad je bil tukaj premalo aktiven. Tisto, kar je pa najbolj, bom rekel, najslabše vse te stvari je pa to, da urad, ko povabi uporabnike, potem povabi na posvete nas tiste 3-4 kolektivne organizacije, nikoli pa ne povabi tiste, zaradi katerih organizacije sploh smo. Treba je vedeti, da na teh 5 kolektivnih organizacij, poleg teh 5 kolektivnih organizacij deluje še na po moje 30 združenj takole na palc, ki združujejo različne imetnike pravic na glasbenem, literarnem pa producentskem področju in jaz mislim, da bi mogli v prvi vrsti te povabiti, imetnike pravic, da imetniki pravic povedo, kaj, kako si želijo kolektivne organizacije, pač smo pa kolektivne organizacije in v ZASP se nas dotika mogoče 5 členov imetnikov pravic, nasploh se dotika pa bistveno več členov, 180, kolikor jih ZASP ima. To je naenkrat, imam jaz tokle za dodati. Hvala lepa. Hvala. Ima mogoče še kdo kakšno vprašanje, razmišljanje? Alen Pivka, sta. Mene pa zanima, zakaj morda ne povabite pogovorom tudi finančnega ministrstva. Očitno gre tukaj za pač denar in davke in bi morda tudi lažje dosegali svoje pravice prek njih. Hvala. Mene pa zanima, zakaj STA ne sprovede končno akcije, da se začnejo tudi novinarji obnašati kot avtorji. Kar se tiče klipingaške kolektivne organizacije, ki je še vedno ni. Ja, to je eno tako zanimivo vprašanje, na katerega težko odgovoriš.
To bi morali pa dejansko narediti verjetno vsi avtori, ne samo STA. Ne? Še kakšno razmišljanje? Jaz bi sam pripomnil, Janez Križaj, ne 2 do 3 leta ta zakon, ampak junija 2009 je bil zadnji rok za oddajo javnih pripomb na spremembe ZASP. Junij 2009. Danes smo pa kjerga? April 2015. 6 let ta država kaj dela? Nekomu veliko uslugo. Slišimo o številkah, o denarju, ki ga avtori ne dobijo. To pomeni samo eno, da nekje ta denar je, da nekdo ta denar dobi. Kdo je to? Mislim, da tudi kakšen od teh profiterjev kaosa danes tukaj sedi. In te profiterji kaosa so ustavili novelo. Mi jo nočemo ustaviti, ustvarjalci bi radi dober zakon čim prej. Ne danes, ampak pred 5 leti najmanj. Sam tok, 6 let trenutno se gre. Igra mačke z miško, gospa direktorica govori o strašno zapletenih situacijah. Vsi zapleti so posledica prikrivanja preproste kraje. Glasba se krade, to je velik finančni interes in vsa ta kolobocija je samo prikrivanje kraje. Če bi država hotela narediti red, bi ga lahko že zdavnaj. Tako, če ni več vprašanj, razmišljanj, mnenj, še? Izvolite, prosim, če se predstavite. Mislim, jaz že leta in leta sledim zakonodaji, ker pač delam na tem področju. Država je imela veliko vzvodov, da bi kolektivna organizacija začela nadzorovati in urejati že prej. Obstoječi ZASP je dal kar nekaj orodij, pa ni. Ne? In ko smo se mi lansko leto 2013 pogajali, mislim, se mi zdi, da je ključno, da povemo, zakaj je do tega dela umika ZASP-a zdaj prišlo, ker se je zelo dotikal tega problematike transparence. Jaz se zelo strinjam s sogovorniki tle, oziroma z govorci, da gre za več nivojev te transparence, ampak problematika, ki je nastala zato, ker so enostavno gledali stran, ko se je direktiva v letu 2013 je bila direktiva že v finalni fazi, besedilo je bilo praktično izoblikovano, nekaj manjših popravkov. In že takrat smo se mi pogajali in so bile določene stvari dogovorjene na teh pač skupnih pogajanjih. Čisto vsi deležniki so bili zraven in takrat to je edini trenutek, kjer lahko pohvalim trud MGRT-ja, da je organiziral te pogovore, bi rekla, ne, in neka usklajevanja in se je zdelo, da so celo pripravljeni prisluhniti vsem problemom avtorjev, uporabnikov, pač kolektivnih organizacij. Pa vendar potem je pač prišlo do tega besedila, kakršno je bilo zdaj, ki ni vključevalo bistva direktive. In direktiva zelo dobro uredi v bistvu orodja in pravila v zvezi z nadzorom nad kolektivnimi organizacijami in jih da primarno v roke članom oziroma imetnikom pravic. Ne? Sekundarno pa zelo majhnem v bistvu segmentu, v bistvu samo v enem členu, pa v eni uvodni, bi rekel, enem uvodnem nagovoru se dotakne nadzora strani države, primarno pa zdaj daje pač vse te pravice članom oziroma imetnikom. Pri vsem tem, kar smo danes povedali, je zelo ključno tudi to, da kolektivna organizacija ni nek zunajzemeljski objekt, ne, stran od avtorjev, ampak kolektivna organizacija je kolektivni avtor. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da se to poudarja. Kolektivna organizacija ni nek subjekt, ki upravlja ne vem, pravice po naročilu avtorjev, ampak kolektivna organizacija je kolektivni avtor. To je zelo pomembno. Zato je treba pač ta notranji nadzor pač zagotoviti. Absolutno pomanjkanje nadzora strani države in kritika v tej smeri pa gre, ker večino, seveda, gospa direktorica je pač v letu, ko je nastopila na svoje mesto, začela s tem nadzorom.
ampak kot sem jaz to spremljala, je bilo precej brezglavo, ni bilo neke sistematike, ni bilo neke politike nadzora, opravljali so se nadzori za 20 let nazaj, kot se spomnim pri kolektivni organizaciji ZAMP, pri IPF-u pa Zavodu AIPA, kjer pač sem jaz tudi delno sodelovala, pa mislim, pri Zavodu AIPA sem samo sodelovala, pa za recimo 5 let nazaj, ne. In če bi vse te stvari se upravljali in nadzirali sproti, mislim, da ne bi bilo toliko težav, kot je. In pridružujem se pa temu, kar je gospod Svetina povedal, in glede pač fotokopij, glede praznjakov, tudi tle država vztrajno gleda stran. In to je tudi te primeri avtorskih pogodb, ki jih je v bistvu ne, da jih je država sam najbolj uporabljala, najbolj jih je zlorabljala. Zlorabljala jih je za primere, ko sploh ni šlo za avtorska dela. In zaradi tega je prišlo do tega, da je tudi davčna pol pogledala v to področje, ker se je pač seveda pri avtorski pogodbi odvajalo manj davkov, kot bi se sicer pri drugih storitvah in tako. To se mi zdi pač ključno, da je treba poudariti, da je pač na strani države tista naloga in mislim, jaz upam, da se jo bo zdaj lotila, no? Da je bil pač ta odziv tak in to je to, no. Hvala. Še tamle zadaj. Miha Kunič, odvetnik. Jaz zastopam tako avtorje kot tudi uporabnike del. Zdaj, pred kratkim je nek tak filozofski pravnik rekel, da v Sloveniji pristopamo k načinu reševanja problema, ko nekdo v večstanovanjski hiši pretepa ženo, da potem pride zakonodajna iniciativa, da je treba vse žene dati v upravljanje upravniku, da se je ponovil primer, da bi kdorkoli tepil ženo. Šlo je seveda za hudomušno pripombo, vendar je pa simptomatika, kar danes tukaj slišim. In vsi pravijo, kažemo na državo, država ni uredila področja, država ni storila enega, drugega, tretjega. Vendar ne smemo pa pozabiti, avtorja, ki ga zastopam, je eno od kolektivnih organizacij, mislim, da v enem letu prosil za 9 odgovorov in ni dobil niti enega. Naprimer, kakšne so bile sejnine, kolektivne organizacije, kam so šli stroški, kakšni so sistemi razdeljevanja in podobno. In seveda, potem se vprašamo zdaj, kaj naj država tu vendar stori, če ne razumem, kako da kolektivna organizacija, kar je kolegica rekla, ne vem, da to skupni avtor, samemu avtorju ne pove, kam gre ta denar pri sami kolektivni organizaciji. Gospod Žurin je povedal neko zelo hudo simptomatiko, koliko stroškov se porabi pri sami kolektivni organizaciji. In direktiva bo definitivno dala več pravic avtorjem nadzora nad kolektivno organizacijo, kar pomeni, da bo strani države najbrž v prihodnje celo manj nadzora, kot si ga mnogi tukaj želijo. In seveda to pomeni, da se mora primarno začeti kolektivne organizacije že sedaj, takoj, kar je gospod Štibernik tudi na prejšnjem zasedanju sam povedal, da je to stremi k temu, obnašati tako, da deluje saj napram avtorjem, da odgovarjajo na njihova temeljna vprašanja. Naslednja stvar, kar se tukaj seveda pojavlja, je pa tudi tako, določene kolektivne organizacije nimajo več zaposlenih ljudi. Vsi ljudje so zaposleni pri drugih gospodarskih družbah, s katero imajo sklenjeno določeno pogodbo. Ja, finančno gledano je mogoče celo to bolj ugodno. Ja, ZASP določa, da lahko administrativno-tehnično dela se outsourca, vendar, da nima kolektivna organizacija nobenega zaposlenega, potem pomeni, da tista gospodarska družba, ki pa ustvarja dobiček, bi mogla zelo jasno do zadnjega centa omogočiti avtorju dostop do konkretnih podatkov, kaj se tam noter dogaja. Kolektivne organizacije avtorjem očitajo, oziroma uporabnikom del očitajo, da prikrivajo, da se skriva denar preko nekih obvodov, a same delajo natančno to isto. Kar pomeni, da je veliko vprašanje, ali sploh ti podatki držijo. Sami veste, da sem se v določenem delu izpostavil glede obvezničarjev in govorimo o, gospod Žurin je rekel, glede nadzora strani revizorjev. Že zadnji sem tukaj poudaril, da te nadzori so zelo jalovi. Zakaj? Ker revizor samo spremlja, ali so določeni izdatki zavedeni skladno z računovodskimi standardi. Tisto revizorjevo poročilo avtorju ne pomeni natanko in precizno nič. Zakaj? Zaradi tega, ker je vprašanje, naprimer, če kolektivna organizacija najame
ekstremno dobrega odvetnika za 250 evrov na uro, zakaj je šel ta denar? ZASP že določa, da v bistvu za vse odvetniške storitve bi mogla kolektivna organizacija poročati. Poročati bi mogla, naprimer, če je bila sklenjena neka poravnava za uporabo avtorskih del za leto 2008-2009, kam je šel ta denar. To bi moglo biti že danes v letnem poročilu razvidno. Jaz, mogoče sem odvetnik, ga slabo berem, vendar tega nisem videl. In sedaj se kot zastopnik avtorja sprašujem, čemu kažemo ves čas na neko državo, kako naj vse uredi, če imajo kolektivne organizacije možnost takoj avtorjem dokazati, da je pri njih vsa zadeva čista. Ko govorimo o MPU-ju, kar pomeni, da če MPU zadevo raziskuje, pomeni, da mora biti najmanj utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. To pomeni, da govorimo o nekih policijskih posegih. Do tega sploh pridati ne sme. Ko govorimo o DURS-u, govorimo o davčnem nadzoru. Torej, ti nadzori, o katerih ste vi govorili, so povsem zgrešeni. Ključno je to, da kolektivka začne avtorju samemu dajati informacije. Ker če se bo tam razčistilo, mislim, da bojo avtorji lahko v določenem delu tudi do 15-20% več sredstev, že zbranih sredstev imeli. Poleg tega pa se mislim, da treba tudi vprašati v drugem smislu, ko govorimo o učinkovitosti kolektivnih organizacij. Gospod Svetina je zelo dobro rekel, pa kot tudi gospod Hočevar, da je vprašanje ene močne organizacije, vendar pri uporabi, smo mnogokrat odvetniki videli, da same kolektivne organizacije želijo od uporabnikov avtorskih del nadomestila celo mimo tarif, njihovih lastnih tarif. Seveda, kaj to pomeni? To pomeni, da v takim primeru, ko se sproži stvar, ko uporabnik pošilja dopise, na katerega ni odzova, nobenega odziva, ni možno priti na sestank, ko pride in naslednja stvar je izvršba, ko zadeva gre na sodišče, zakaj temu tako? Koliko stroškov ima kolektivna organizacija s tovrstnim ravnanjem in kakšen je učinek tega. To, ne vem, ZASP določa določene nadzore, ampak zaradi tega so prikrajšani zlasti avtori, ker imajo od tega bistveno premalo denarja, neki izračun, ki sem ga delal, bi ob istih količini denarja imeli lahko tudi do tretjino več denarja. Uporabniki del, ker vejo, da plačujejo nekaj, čemur ne bo šel denar končnemu avtorju. In to ima uporabnik resno težavo, da reče, plačujem nekomu, kar sploh ne vem zakaj. Jaz bi rad, da bi gospod Žurin dobil več denarja od avtorskega dela, ali pa gospod Guštin. Absolutno. In se s tem strinjam. In to tudi vsak uporabnik ve. Ampak želi, da je na tem delu stvar. In mislim, da tisti avtori, ki ste, mislim, da je treba nujno začeti znotraj kolektivnih organizacij spraševati vprašanja. Moj avtor, ko je postavil vprašanje, je bil pa deležen disciplinske komisije. Hvala. Sej bi lahko še mečkan imate mikrofon, gospod Kunič. Dajte mi povedati, kako hitro človek pride na davkarijo ali pa na NPU. Kakšen je, vi kot odvetnik mi svetujte, mi povejte, kako hitro človek pride na NPU, ker jaz vam lahko povem, da lahko pride na NPU tudi takrat, kadar ni nobenega utemeljenega suma kaznivega dejanja. A ne, zato ker se predkazenski postopek začne prej, tako da vi bi verjetno tukaj na izpitu padali, kar se tega tiče. In če že govoriva o tem, kaj je potrebno za mojo dobrobit, za mojo dobrobit je pomembno čim manj odvetniških storitev. A ne? Se strinjavate? Manj imate vi biznisa, več imam jaz znanja. In zaradi tega mislim, da bi mogla kolektivna organizacija absolutno v letnem poročilu predočati vsak strošek vsakega odvetnika za vsak spor. Jaz se s tem popolnoma strinjam. Popolnoma se strinjam s tem. Mislim, da to je stvar, ki jo absolutno. Dajmo to narediti. Jaz sem takoj, prvi sem za to. Lejte, jaz sem takoj za to. Ker če je to naš denar, potem je treba zelo jasno opredeliti, kam gre. Ampak ali ste vi, gospod, že vašim kolektivno, oziroma tiste, ki vas zastopajo, to isto vprašanje postavili? To bi bilo ključno. In druga zadeva... Sem postavil vprašanje, seveda jasno.
In v letnem poročilu... Tudi letna poročila, dobro, oba veva, kakšna so, nekaj se vidi, ne vidi se pa detaljno, kako je. Ampak avtorji, ki sprašujejo, ne dobijo o tem odgovora. Avtorji, ki ne sprašujejo, oziroma izvajalci ali kdorkoli je imetnik pravica, lahko pridejo na skupščino pa vprašajo te stvari. A se vam ne zdi, da to tudi neki en angažma normalen, mogoče? Da priješ tja pa vprašaš gospodo, ki tam sedi, ki dela za nas, da kako je s tem? Ta isti avtor je želel plačati članarino, zaprosil to decembra, račun bil januarja poslan, januarja ga je plačal, na to mi je pa reklo, tisto leto ne sme biti, ker je prepozno plačal članarino. Se prečujem, šlo za konkretnega avtorja. Tudi tak postopek je bil sem ga, videl sem ga in sem se... Ja, verjamem, mislim, kaj ima to veze s transparenco zdaj? Ampak ravno to, kolektivna organizacija sama, se mi zdi, da bi v tem delu, kot je gospod Štibernik rekel, ne gre za navadno letno poročilo, v katerem so računovodsko izkazani. Naprimer, poslovno poročilo Nove Ljubljanske banke ima za vsakega člana uprave, za vsakega člana nadzornega sveta točno napisano. Verjamem, ampak vi meni povejte, kaj nam to pomaga, če moramo dokapitalizirati Ljubljansko banko na vsakih 5 minut. Kaj to meni pomaga kot državljanu? Da vem, kdo je koliko denarja dobil ali kaj? Avtorju bi pomagalo, da bi vedel, koliko je, kako bi rekel, vodstvena struktura kolektivne organizacije porabila denarja za njihovo delovanje. Lahko je šlo za upravičen strošek, lahko pa tudi, da ne. Kar pomeni, da če bi bil ta strošek javen, seveda bistveno se zmanjša možnost zlorabe, kot je gospod Hočeva rekel, glede avtorskih pogodb in podobnih stvari. Če so zaposleni na privatni družbi, ne vemo, ali so njihove plače ustrezne, previsoke, ali te delavci dejansko delajo za kolektivno organizacijo skladno z določili ZVAT, za kar je kolektivna organizacija poklicana. Ali upravljajo dejavnosti, ki s to vezo nimajo nič v okviru neke kolektivne organizacije. In seveda, naslednje vprašanje, ko govorimo o strani NPU-ja, zelo težko je tja prijeti, lahko prideš pa daš, ampak kako bi človek rekel, očitki, da sploh sprožijo določeno zadevo, morajo biti veliki. Kot odvetnik za moje stranke sem bil že večkrat na NPU-ju, mnoge kriminaliste poznam, imam njihove mobitele, sodeloval sem pri hišnih preiskavah in podobnih zadevah. To pomeni, da so že resne zadeve v teku. In mislim, da tukaj je treba korak nazaj in če vi pravite, potem pa naj eventualno lahko sprejmete sklep kolektivne organizacije, vse te podatke javno objavite. Dobro, hvala. Še gospod Grubar. Tomaž Grubar, Združenje SAZAS. Ne vem, kaj bi gospodu pravzaprav odgovoril, mislim, da vem, za kater primer gre. Ni fair, če ne poveste cele zgodbe, gospoda. Imamo določene avtorje, ki se jih izrablja strani uporabnikov za blatenje ali pa zavajanje javnosti. S takšnimi avtorji kljub vsemu še vedno postopamo kulturno, avtorjem primerno. V primeru tega avtorja sem se celo jaz sam ponudil, da poplačam to, kar je bil njegov dolg, zato da se ta neumna zgodba konča. Na ta poziv ni bilo odgovora. Predvsem bi pa želel opozoriti STA, da avtorji že dolgo čakamo trenutek, ko boste novinarji začeli raziskovati, ne pa googlati. Na tem področju je prej Janez Križaj povedal, se skriva po nekaterih izračunih nekih 25 milijonov izgubljenih vsako leto in kar precej ljudi v tej državi, predvsem ne med avtorji seveda, v upravi, v politiki, v gospodarstvu, ki so življenjsko zainteresirani, da se ta denar raztresa po preluknjeni mizi in teh 25 milijonov seveda odteka. Ali v nepodelitvi dovoljen, ali v premalo plačanih pravicah. Mi smo prišli celo tako daleč kot država, na primer nacionalna televizija
stopa po meji, a bi plačevala avtorske pravice ali ne. To je verjetno v eni kulturni in normalno razviti državi nepojemljivo, ne? Če ti javni zavod razmišlja, a je avtorska pravica za plačati ali ne, pri temu, da je to osnovni derivat njegovega pogona, potem je to seveda težka zgodba. Ursil recimo na tem področju ne stori nič. Ursil je organ brez lastne vizije. Upam se trditi, da ima mogoče celo prej vizijo ukinjanja avtorske pravice, kot pa zaščito avtorske pravice. Bili smo deležni nekaterih izjav ali pa saj simpatiziranja z delno ukinitvijo ali pa možnostjo ukinitve avtorske pravice. Tako bi potem tudi profesorju rad v tej luči povedal, ne, mi živimo pravzaprav v eni precej skorumpirani državi, to vsi vemo. Ne. In če smo v vojni, seveda težko govorimo o svojih obrambnih položajih. Bistveno več bi upali povedati in pokazati in čisto vse pokazati pravzaprav, če bi živeli v nekem okolju, kjer bi bila država v resnici odločena krepiti avtorsko delo. Posledično seveda svojo dodano vrednost. Ampak mi nismo na tej poti. In potem, ko seveda kakšno malenkost malce prikrivamo, da ne bi bili takoj sovražno prevzeti, a ne, smo obsojeni, da nismo transparentni. Avtorji nismo vešči kraje. Jaz sem verjetno eden od najbolj ukradenih avtorjev v tej državi. In gospod odvetnik, na vsakem sestanku imam samo en interes. Vi imate pa v ponedeljek interes A, v torek pa interes B, na isti člen zakona. Tako da se z vami težko pogovarjam o temeljnem postulatu avtorske pravice in pomena tega zakona. Vi ga interpretirate tako, kot hoče plačnik. Jaz ga vedno interpretiram kot nekdo, ki je zainteresiran, da bojo pisatelji pisali, filmari snemali, glasbeniki igrali in tako dalje. Hvala. Hvala. Mislim, da smo sedaj izčrpali. Hvala gostom, hvala občinstvu. V prihodnje upajmo, da kolektivne organizacije delujejo transparentno in pa da država naredi tudi tisti del svoje domače naloge, ki jo mora. Vse pa vabim še na neformalno druženje, kjer bo priložnost še za razpravo o tej temi. Hvala.